En prav lep pozdrav. Zdaj sem že veliko raziskala okrog zena, dogaja se noro veliko, res veliko stvari, ki jih bom danes tudi povedala, in pa tudi pač, kje se razlikujeta zen pa heks. Ampak za začetek eno malo presenečenje, ne bom govorila jaz, oziroma moj glas bo, ampak obraz bo pa en drug. Upam, da vam bo všeč, pa vam povem, zakaj gre. In sicer sem preko vseh teh novodobnih zadev in Elona Muska in tudi Jacka Levina sem prišla do artificial intelligence, se pravi umetne inteligence. Tako da, kakor vidite, Elon Musk zdaj vam govori v slovenščini, ampak tole je umetna inteligenca. Pač je moj obraz se snema in preko tega mojega obraza je ta umetna inteligenca pač je naredila tako, da govorim kakor jaz. Lahko pa seveda zberem tudi kakšen drug program. Zdaj, verjetno ste že naleteli na umetno inteligenco, najbolj znan je ta trenutek ChatGPT. In sicer z njim lahko počnete res ogromno stvari. Meni je zelo všeč, ker ga sprašujem, in če ima v bazi podatke, potem jasno razloži v bistvu stvari, lahko v slovenščini, lahko v angleščini, v kateremkoli drugem jeziku, o katerem pač lahko govorim. In je super stvar. Recimo zadnjič sem vprašala, kje v katerih poklicih oziroma kdo ima najvišjo plačo v Sloveniji. Se pravi, da bi pač, ne vem, šla v tisti posel ali kakorkoli, in sem dobila odgovor, in to točni zneski, da Državni zbor in predsednik Državnega zbora. Tako da sem kar zaključila s to zadevo. Sem mislila, da bo kaj bolj takega, ne vem, pač ke se da normalno delati, a ne. Okej, zdaj pa upam, da vam bo tale faca všeč, ampak gremo pogledat, bom dala kar share screen, gremo pogledat okej, gre samo malo, gremo pogledat takole share. Okej. Dobro. Kaj dogaja na področju zena? Tole ZenFlex, zdaj zen res napreduje, to ne moreš verjeti, koliko dela ta ekipa od Jacka Levina, in dejansko v 2-3 dneh ali v enem tednu ali čez vikend naredijo stvari, ki jih rečejo, da jih bojo naredili, pač razvijajo nekaj časa in potem imajo kratek čas za debato in se zmenijo, razvijajo, dajo ven. Tole ni od Jacka Levina, je pa zanimiva stvar. ZenFlex. ZenFlex je, to je v bistvu token, ki je pač narejen na zenu, na temu, ni to layer 1, ampak pač osnova, ne, zen je osnova. In sicer ZenFlex vam naredi NFT iz zena. Se pravi, namesto, da če jaz to kar kliknem, mint, namesto, da vi zdaj mintate, da bi mintali navaden zen, tako kot smo se do zdaj naučili, glejte moje prejšnje videe, mintate v bistvu NFT in ta C-Rank climb imate za vedno kot NFT. Zato, ker s tistim navadnim C-Rankom, navadnim climbom oziroma mintom, dejansko izgubite, ko climbate, ko odklenete pač čez nekaj časa svoje zene,
potem da C-rank zgubite za zmeraj, ne. Tukaj ga pa zavedno zaklenete in lahko ga dejansko tudi preko OpenSea ali kakorkoli ga lahko tudi prodate. In tisti, ki so čisto prvi, zdaj, če gremo Mint, če gremo pogledat, zdaj to sem že, Connect Wallet. Samo malo, nekaj ni. Prejle sem probavala, pa je tole čist super dejansko delalo. Po moje zaradi tega, ker sem že probavala, jaz mislim, da je zaradi tega. Ja, res je, se pravi, moram zdaj iti not v MetaMask, to je testni moj MetaMask, toliko da veste. Okej, zdaj MetaMask se mora odkleniti, no in zdaj bo šlo. Zdaj stvari, MetaMask. Okej, samo malo. Ja, včasih se takole zapletem. Če kliknem nekaj drugega, pa kliknem še enkrat, pa gremo na, Climb C-rank. Okej, Climb C-rank. Takole. In zdaj spet v bistvu zelo podobno je, kakor je tista originalna spletna stran. Kliknete pač, koliko dni želite, to je vaš globalni C-rank, ki ga zaklenete kot NFT. In Climb C-rank in tako naprej, a ne. Pač mi ne bomo šli do konca, ker nimam Ethereuma v tej denarnici. Zdaj, Gva je kar visok na Ethereum omrežju in samo na Ethereumu trenutno to dela. Se pravi, da $5 bi ta trenutek plačala, če bi to hotela narediti kot NFT. Je pa lahko, da pogodba tudi majčkeno bolj kompleksna, pa zaradi tega, ker NFT-ji znajo biti majčkeno bolj kompleksni, malo večji gas fee bi znal biti. Lahko pa tukaj, če pač izbirate tudi, da daste malo manj. Zdaj vse, kar je v zvezi z Zenom, je tako narejen, da ne morete izgubiti gasa, se pravi, fijev. Tako so naredili, da ne morete izgubiti tega, da vam rudarji tega ne morejo ukrasti, a ne. Pač če se če enostavno nod vam ne, torej vozlišče ne potrdi tega in da to traja predolgo, da vam C-rank pade, potem se vse skupaj pač zruši, MetaMask vam pove, da tega ne more izvesti in to je to. In vam tale gas ne bo šel v maloro, po domače povedano, po primorsko. Tako da mi bomo tole zdajle kar takole naredili. Zdaj bi pa jaz v bistvu ene druge stvari še povedala. Takole. Zdaj imam pa kar dvoje odprto. Evo, tako. Zdaj, rada bi povedala, kako resna zadeva je dejansko Zen, a ne. Zdaj, čisto vse spremljam, kar je v zvezi z Zenom, dejansko čisto vse. Zdaj, Richard Heart oziroma Richard Schuller, če sem čisto iskrena, je to njegovo pravo ime, je zelo jezen na Jacka Levina, noče se z njim pogovarjati, ker je velika škoda. Jaz srčno upam, ker je Jack Levin dejansko mu je ponudil, da pomaga preko, ker tudi pomaga, dejansko heksikancem Jack Levin ful pomaga, ne. Heksikanci se obračajo na njega z vprašanji okrog heksa, in on je razložil eno stvar, to je zdaj primerjava Zena s heksom. On je razložil eno stvar, da je težava v heksu, pač več težav je v heksu, da heksikanci so šli za Richardom Heartom, smo šli tudi jaz, smo šli zato, ker smo dobili narobe podatke. Tisto, kar je zapisano v beli knjigi od heksa, dejansko ne drži. Ne. Koda tega ne podpira, kar piše v beli knjigi od heksa. In zdaj bela knjiga od Xena je pa dejansko to, ne. Zdaj, zakaj
zakaj smo mi verjeli Beli knjigi. On pravi tako, Jack Levine pravi tako, da je problem v temu, ker nihče ne zna brati Solidity kode. Da je to problema, ne? Ker če bi mi znali prebrati to Solidity kodo, bi lahko ugotovili, da se ne ujema koda od heksa s white paperjem. Zdaj, kaj to točno pomeni? To točno pomeni, da je OG v ozadju, se pravi pač ta prvobitna denarnica, za katero je 100% lastnik Richard Hart oziroma Richard Schuller, zato ker on ni mogel lansirati heksa brez te izvorne denarnice. To ni bilo šans, ker je pač narejen na tak način, kakršen je. In zdaj, inflacija v heksu je 3,6% maksimalno in je definirana matematično. In kaj to pomeni? To pomeni, in zdaj mi smo vsi mislili, da tisti, ki stejkamo, ki vlagamo v heks, dejansko dobimo to inflacijo, pa kazni, pa te stvari. To ne drži. Mi dobimo en majhen delček tega, medtem ko največ gre pač Richardu Schullerju, Hartu. Njemu gre to v žep, ker gre to v bistvu v OA denarnico. Definitivno. In ta denarnica služi in od tega pač Richard Hart definitivno služi. Mi smo prepričani, jaz sem tudi prepričana, to je moje osebno prepričanje, da Richard Hart prodaja heks in da pač tiste cune zelo drage, ki jih ima, da pač in avtomobile in vse te zadeve in tisti parti, ki jih Meksikanci organizirajo, da bi to bilo zelo verjetno izhaja iz pač teh fijev, iz teh rewardov, v bistvu, ki bi nam mogli pripadati, ampak mali vlagatelji smo dejansko zviseli. Te veliki prvi pa pač še vedno služijo. Zdaj tako, to je moje seveda osebno mišljenje, to ni moj finančni nasvet. Če ste vlagali tako kot jaz takrat, ko je bil heks v bull runu, potem ne prodajati heksa. Heksa jaz ga ne bom. Jaz bom heks dejansko obdržala, zaradi tega, ker bom imela drugače zelo veliko izgubo. Heks po mojem osebnem mišljenju ima prihodnost, ker tudi zdaj, ko je bil ustvarjen Zen trenutno drži kripto gor in tudi pomaga heksu, da gre gor, da gre tudi njegova cena gor, ne. Zdaj, Hexologist je eden od večjih teh prvih OG-jev, ki je bil noter in je naredil eno hudo napako, eno zelo grdo stvar je naredil v bistvu celi Hex community. On je takrat, ko je bilo največ malih vlagateljev, ko je bilo tiste 1 ali pa 2 leti, mislim, da 2 leti, ko so se ljudje veselili, da bojo zdaj lahko v bistvu dvignili svoje depozite na heksu in da bojo lahko poplačali položnice, pa da se bojo mogoče kupili kaj za otroke, pa za šolo, pa take stvari. Prav te tvite je bilo videti, ful veliko veselja, kaj je on šel narediti. To predtem je prodal en zelo velik delež heksa in zdaj on se je drugače zafrknil, ker ta velik delež to je zelo velik denarja, to sami lahko preučite, greste pogledati njegovo denarnico oziroma teh OG-jev denarnico. On je to pretvoril potem v stablecoin in potem v dolar in je hotel na banki zavarovati je skušal ta denar, ne. Banka seveda tega ni podprla, ker tako velik znesek se more dokazati, od kje prihaja, od kje je zaslužen, na kakšen način. Zdaj to se valja na sodišču, te zadeve so na sodišču. Mislim, da je nekaj v zvezi s puščanjem, tudi glede žrtvovanja je pod drobnogledom, ker je to bilo res ogromno vložkov.
vložkov pač v to žrtvovanje in pač zdaj to pregledujejo, a je to v redu ali ni v redu, ali bo to, treba to zdaj nam, ki smo vlagali, žrtvovali, vrniti nazaj, a ne. To se zdaj pač paca. Zdaj tako na žalost Hex deluje. Zdaj Hex je za moje pojme ena najboljših kriptovalut ever v bistvu. In pač s tem principom, kakor je narejen Bitcoin, oziroma pač Bitcoin kasnejša verzija, ker Bitcoin prvobitna verzija je dejansko zdaj Xen. Dejansko je to Xen, a ne. Hex je pa že kopiral to starejšo verzijo Bitcoina, in s tem, da pač deluje na Ethereum omrežju in pač naj bi imel stejke, depozite, od katerih bi mogli mi služiti, pa ne, a ne. Zdaj, Richard Heart je takrat, ko je dal Hex na trg, je določil neko ceno. In ta cena je šla seveda, določil dosti nizko in potem ta cena je šla gor, ampak ni pa, zato ker so prišli novi noter in so vlagali, ni pa ta cena realna. Tako da Hex, ne se ustrašiti, Hex bi znal iti do konca leta 2024, bi znal iti še bistveno dol cena, ampak ne se tega ustrašiti, počakajte, po letu 2025-2026 bo po mojem mišljenju Hex šel gor, njegova cena, in pa tudi, če Richard Heart ne bo delal takih neumnosti, kot jih dela ta trenutek, potem bojo prišli noter novi vlagatelji in pač bomo tudi mali vlagatelji malo bolj rešeni. Zadeva ni decentralizirana, Hex je zelo centraliziran, zelo, Impulse Chain bo še bolj centraliziran, on bo zelo centraliziran, če ga sploh bojo uspeli zagnati, kdaj, a ne, to je vprašanje. Zakaj? Zato, ker je Richard hotel pač kopirati Ethereum omrežje, ki ga je ta trenutek izjemno težko kopirati, ker so oni pač vložili teh 6 let razvoja, Vitalik Buterin je 6 let razvoja vložil v Ethereum mrežo in je to zdaj dohiteti, pač če bi imeli zelo sposobne programerje pač v timu Richarda Hearta, potem verjetno bi znali to speljati v nekem doglednem času, tako pa slišala sem, to so govorice, da te programerji ne sodelujejo med seboj in da do njih ni možno priti, tudi Jack Levin je probal do njih priti, ne da se do njih priti, ne vejo, kdo so in koliko so sposobni. To je izjemno slabo za vlagatelje in to vam želim povedati, to je dobro, da pač, to je dobro, da vlagatelj ve, zdaj te stvari, če bi jaz prej vedela, bi sigurno reagirala precej drugače. Precej drugače. In v zvezi s Hexom in v zvezi s Pulse Chainom. Tako, zdaj pa Zen. Hvala Bogu, Jack Levin je po nekem naključju, jaz v naključje sicer ne verjamem, ampak po nekem naključju je zagnal svoj kovanec Xen. Xen je pač njegova misija je zagnati osnovne principe blockchaina oziroma kripta. Kateri pa so osnovni principi. Zdaj tukaj, če tole sliko vam kažem že ves čas, v bistvu to je ekosistem Zena, ki se je neverjeten že razširil, neverjeten so programerji tole speljali dobro, vedno več je tukaj tale mala slikica, če majhen povečam, tole recimo vidite Zen in Seti, to je layer 1, ki se zdaj dela in vse te nadgradnje na Zenu, ki že obstajajo, neverjeten v bistvu se ta ekosistem od Zena razširil in neverjeten je sprejet od ljudi. Neverjetno. Tako da res vsak dan gre noter na tisoče ljudi v Zen, ga mintajo in delajo razne stvari.
Zdaj so ljudje Jacka Levina prosili, da bi naredil Layer 1, to bom tudi malo kasneje povedala, in ga že delajo, je že testna mreža. Torej, kako Zen deluje? Osnovni Zen je, da ga zastonj v bistvu mintate in klajmate. To je rudarjenje. Isto kot je bilo čisto na začetku pri Bitcoinu. Čisto na začetku, kar je naredil Satoshi. Ker misija Zena je pač te prvobitne principe kripta uvesti nazaj, ne. In prvobitni principi kripta so tudi decentralizacija. To pomeni, da lahko vsak posameznik pride brez nekih težav ali velikih stroškov v ta sistem. In pri Zenu je to mogoče. Zen je pač, Jack Levin je videl, on je rudaril Bitcoin, on je pri Bitcoinu že od samega začetka in ve, kako te stvari gredo. On je postavil na noge Google, in sicer pač, kar se tiče programiranja, backend, pač vse od elektrike napeljal do tega, da je strežnike postavil in tako naprej. In on ta svet res razume. Pa poleg tega, hvala Bogu, je dosti srčen človek, da pač ni požrešen, ne rabi denarja in ne polni svojih žepov, to njemu pač ni potrebno, čeprav prizna, da računa na Zen, verjame v njega, ga minta tako kot mi vsi ostali, računa na njega, da bo enkrat imel večjo vrednost. Zdaj, jaz sem povedala v prejšnjih videojih, da glede na to, da je neomejen supply, ne verjamem, da bo šla cena gor, cena res gre dol. Zakaj gre dol? Dol gre zaradi tega, ker je prvi bučman, ki se je našel, da bi Zen kupil, je dal za njega $1,50. To je bila samo ena oseba. Nekdo se je znašel, namintal, verjetno je uporabil but, namintal je dosti veliko Zena v prvih dneh in je to dal na trg. Pač je naredil prvi pool, likvidnostni pool, in prva oseba se je našla, ki je bila pripravljena ta Zen kupiti po $1,5. In to je bila ena in edina oseba. Naslednja oseba je dala, ki je kupila Zen, je dala 10,000-krat manj, ker ni bila pripravljena dati za $1,50, zato ker tista naslednja oseba verjetno je vedela, zakaj gre, in pač ni bila pripravljena dati. Zen zdaj navidezno mu cena pada zaradi tega, ker gre proti realni ceni, povpraševanje in ponudba. Ker tisto, kar je bilo čisto na začetku, ni bila realna cena, povpraševanje in ponudba. In potem se bo cena nekje stabilizirala. In zdaj Zen ima, kot vidite tukaj, Zen dejansko ga lahko že se ga da stakati. To ima narejen v bistvu isto kot Hexa, ne. Se ga da stakati, tako da dobite s tem, da jaz sem šla narediti poizkusno na kratke dobe, a ne, pa ker so rekli, da se recimo Zen pač ne splača manj kot 30 dni mintati. Jaz sem to probala, manj kot 30 dni, in moram reči, da se splača. Zakaj? Jaz sem dala takrat tam približno $3 za $3 za mintanje, in potem, ko klajmaš, plačaš približno pol manj, se pravi $1,50. Če je seveda gvej takšen, če ne gre gvej pač v nebo takrat, ko to delaš, a ne. Ker to je pa potem problem tega Ethereum omrežja, tukaj pa pri Zen ne more nič narediti, a ne, se to ne da nič v pogodbo dati. V glavnem, če računamo, jaz sem računala recimo, da dam vse skupaj $5 do $6 in že po tam nekje po 3 do 4 dneh sem jaz dobila to že nazaj. Definitivno, ta vložek sem dobila in potem je bil samo še plus. Zakaj? Zaradi tega, ker je Zen tako narejen s tem sirenkom,
global rank, a ne. To pomeni, da več ljudi, ko pride noter, tako je sprogramiran, več ljudi, ko pride noter v to omrežje, v Zen, v ta sistem, več tisti, ki so bili pred njim, dobijo Zena na Mintanga, ne, pač več, to je nagrada, fi, a ne, ta fi, dejansko se dobi fi, a ne. In zato ljudje so navdušeni in potem povabijo druge in še druge in še druge in vedno več ljudi je, vedno več influencerjev, pač vedno več videov, vedno vsega, tudi novic, in vsi rinejo v ta Zen in dejansko se vsem povečuje. To je zdaj razlika od Bitcoina proti Bitcoinu, Zen proti Bitcoinu. Pri Bitcoinu je bilo tako, da boljše je bilo, da je manj ljudi bilo noter, ker manj, ko je bilo ljudi, večji je bil zaslužek z rudarjenjem, tukaj pa zaslužek večji. Več, ko je ljudi z rudarjenjem, več je zaslužka. Se pa splača, poudarjam, prvih 8 let se bo splačal. Zen je namreč inflacijski in deflacijski, ima tudi deflacijske mehanizme, in na koncu po 8 letih bo dezinflacijski, a ne. Zdaj, to so različni pojmi, vam priporočam, da greste v ChatGPT pa vprašate, kaj to pomeni, pa vam bo zelo, zelo lepo razložil, a ne. Inflacija je pač dvig cen, deflacija je spuščanje cen in dezinflacija je neka stabilizacija v bistvu cen, oziroma lahko tudi pride do izničenja, ampak to se zdaj Jack Levine in njegova ekipa učijo, tudi drugi, ki sodelujejo zraven, se učijo in poskušajo vse te zadeve narediti nove kovance, ki podpirajo Zen, ki rešujejo določene stvari, ki se učijo, to je čisto nov sistem, a ne. Zdaj, nič ni, mislim, nov sistem. Dejansko ni, če gledamo, kako deluje Visa, na primer, ne, Vizo vsi poznate, vsi imate kartice, imate banke, imate kartice, čisto vsi, razen redkih izjem. In kako deluje Visa? Visa deluje točno tako, kot je tole. Točno tako, a ne. V bistvu je pač Visa in potem ima neke layerje, ima neke bridge oziroma mostove, deluje mednarodno, deluje med bankami in točno tako, to je v bistvu, Visa je ni kriptosistem, ampak je digitalni sistem, ki ga mi poznamo. Kripto je to prenesel v te pač svoje pogodbe, smart contracts, pametne pogodbe, in kripto je razlika od Vize to, da je decentraliziran, če je ta prav seveda, a ne, če pravi kripto, da mi sami lahko upravljamo, da pač nima nihče ključev v rokah naših, nihče nam ne more ugasniti tega računa našega, ali pa upravlja, ali pa videti, koliko imamo gor in te zadeve. To se pač ne da, a ne. To je kripto in pa, da lahko vsi ljudje enakovredno sodelujemo zraven. To je v bistvu, so prvi principi kripta, a ne. In zdaj, Zen kripto je, kot vidite, varen, zaradi tega, ker so pač zdaj vsi mi, to nas je res zdaj noter že kar veliko ljudi, vsi mi smo validatorji, vsi mi smo rudarji, vsi mi, ki mintamo ta Zen, ni recimo samo Visa, se pravi, ali pa samo Richard Heart, ali pa, ne vem, pač nekdo, a ne. Ampak smo vsi mi dejansko tole, varnost, security, a ne, pač potrjujemo to. In ta mreža je decentralizirana in to je, Zen je prva res decentralizirana mreža, se pravi, na zelo veliko ljudi razdeljena, a ne, zelo, zelo veliko ljudi. Kar pomeni, da se to se ne da več niti ugasniti, niti pač, nihče ne more tega prepovedati ali kakorkoli, dokler bojo ljudje to uporabljali, je to, a ne. Pač je pa uporabno seveda samo, če ljudje uporabljamo, definitivno je uporabno samo na ta način. Tako da je in je pregledno vse in
absolutno pregledno in se razvija, ne. Torej, tukaj lahko varčujete, investirate, zdaj je že tako narejen, da se da sposojati, lahko delate svoje pule. Potem lahko, če bo to masovno sprejeto, kar se že kaže, potem bi znalo to biti kot plačilni sistem, tako kot je Bitcoin. Bitcoin je bil dosti dobro sprejet v svetu in je tudi že plačilno sredstvo. In Zen verjetno bo tudi plačilno sredstvo. Jaz na to računam. In pa tudi kot pokojnina, kot zavarovanje. Zdaj tako, Zen je zelo, kot tukajle vidite, zelo lahko in hitro in varno ga je pridobiti in zastonj je. Edino, kar plačate dejansko samo pristojbino za, tako kot v banki plačate, da plačate en račun recimo ali pa pošljete nekam denar, nekatere imajo zastonj, nekatere to zaračunavajo, tako na Ethereum omrežju in na drugih omrežjih plačate transakcijo za pogodbo. Tako da to je edino, ne. Zdaj Zen je na Ethereum omrežju najbolj vreden, zaradi tega, ker ga je tudi najtežje narudariti, zato ker so transakcije kar precej drage. V ostalih omrežjih, če vam to ni všeč, greste lahko na ostala omrežja, trenutno je Zen že na 10 mrežah. In to je tukajle dol, če pogledate, tele mreže so že podprle Zen in tukaj lahko isto na vseh teh mrežah lahko delujete enako, a ne, kdor pač želi, lahko na vseh teh mrežah. Zdaj, jaz sem Ethereum, definitivno sem se skoncentrirala na njega, potem nekaj imam na Binance pa na Polygon, ostalo nisem, ker mi nekaj ni ratval, tudi nimam časa zdaj se s tem ukvarjati in pa tudi trenutno mi ni pač v nekem interesu to ta trenutek. Bom pa morda kasneje, zakaj mi ni v interesu, bom povedala, zato da boste razumeli, pa mogoče tudi vam kaj to pomaga. Torej, v interesu mi ni zaradi tega na drugih mrežah, ker je zdajle, dejansko je vsak dan težje rudariti Zen. Vsak dan težje. Zakaj? Zaradi tega, ker je C-rank vedno manj ugoden, vedno manj se dobiva. Pač ta bonus popušča, vedno manj je tega bonusa in pa tudi ta C-rank je pač vedno večji, je C-rank, manj se dobijo, ne, pač manj Zena dobite potem, a ne. Tako da po 8 letih bo transakcija koštala več, kakor boste vi dobili Zenov, ker jih boste dobili, zdaj jih pač nekaj tisoč dobite na dan Zenov, če mintate, klajmate, zdaj v tem obdobju, ko smo na začetku, potem po 8 letih jih boste pa dobili 10 do 20 na dan, kar se verjetno glede na ceno, kakršna bo, ne bo splačalo, a ne, pač bo pač ta dobiček bistveno manjši, kot bo sama transakcija koštala, a ne. Zato se pač ne splača po 8 letih. Tako da, če mislite uporabljati Zen, ga dajte zdaj, a ne, pač ni treba hiteti, ni treba noreti, ni zdaj to, ker je šele 1% ljudi na tem planetu, ki sploh uporablja kripto, mi smo še zelo, zelo zgodaj, zelo na začetku, ni za noreti, zdaj Gvej ta trenutek je, sicer je sobota, ampak je visok, jaz ne bom danes delala, če bom jutri ali pa v ponedeljek zjutraj, odvisno, kakšen bo Gvej, pa tudi neke stvari moram še naštudirati, ke jih še nisem, ker je tega res v Zenu ratalo ful veliko, ne. Torej, to je proof of participation, se pravi, to pomeni, da najprej vi klajmate C-rank, to je prva stvar v denarnici, ga zaklenete in potem preteče določen čas, dnevi, kolikor ste se odločili, od enega dneva pa do 400 pa še nekaj je največ možno,
in ko ga klimate mintate, a ne, se pravi mintate, dejansko ga odklenete in s tem, ko ste čakali na ta svoj denar, v bistvu lahko ni še denar, ampak po bojem bo postal. Ko ste na ta svoj kovanec čakali, to je proof of participation, a ne. Ni proof of stake, ampak proof of participation. To je pač način ustvarjanja tega denarja, ne. Tako zdaj mi ustvarjamo te kovance. Zdaj, kovanci so bili, torej začelo se je tako, da je bilo nič kovancev je bilo na trgu in pa se pravi nič kovancev in pa cena je bila nič. Čist na začetku 8. oktobra, ko se je to začelo, ko se je rodil v bistvu Zen, takrat v bistvu je bilo to nič kovancev in pa nič cena, ne. Cena se je potem naslednji dan postavila, ko je nekdo prodal za $1,50, ki pa je bila absolutno nerealna. Ta cena je absolutno nerealna bila, ne. Dobro, vse to v glavnem lahko delate z Zenom. Zdaj tole je recimo koda, tole je ta formula, po kateri to formulo lahko naštudirate, komur se ljubi, lahko naštudirate, da vidite točno, kako deluje to, ta C-rank na začetku, ke ga pač zaklenete in potem v času, kako bo Zen, zakaj, to je tukaj, to je to pojasnilo, zakaj po 8 letih se bo Zen samo še splačalo kupiti, ne pa tudi klimati, a ne. Tako da to naštudirajte, pa boste videli, za kaj gre. Torej, zdaj kako se odločati, a ne. Najprej vaša osebna odločitev, kaj sploh hočete doseči z Zenom, a ne. Take boste dobili potem nazaj feedbacke oziroma rewarde, torej rewardi so donosi, a ne. Potem čas, koliko časa, ta Amplifier 3000, torej s prvim dnevom se je začel Amplifier 3000, a ne, tako to je ta bonus, oziroma še dodatni bonus je potem 20%, pa gre potem v 4 letih na 2%, a ne. Tukaj imate jasno razloženo, kako to deluje. Se pravi, in to vidite tudi, če kodo, zdaj nas je Jack Levine naučil pač kodo brati in vse te stvari in jasno lahko sami tudi vidimo, da je to res, kar je naredil. Torej, Amplifier je vsak dan nižji, se pravi danes, ko smo 3 mesece za tem prvim dnevom, je ta Amplifier že nižji in po 8 dnevih bo Amplifier padel na številko 1. Zaradi tega se ne bo več, to je koliko Zenov vi na dan dobite, koliko jih, tako da zato vsak dan v bistvu vi dobite pač manj Zenov, če vi zaklenete danes ali pa če to zaklenete jutri oziroma klimate jutri, se pravi danes boste dobili več, ko bi dobili jutri ali pa pojutrišnjem ali pa čez 1 leto ali pa čez 3 leta, a ne. Najbolj se Zen splača baje, tako pravi Jack Levine, prva 3 leta se najbolj splača, a ne, prva 3 leta. Tako da to je to. Pa sta community parameter, se pravi parameter skupnosti, global C-rank, a ne, to pomeni večji, ko je ta global C-rank, to pomeni več ljudi, ko pride not, dejansko to gre na procente, več dobimo tisti, a ne, ke smo pač noter in to prav vidiš. To prav vidiš, to je meni nekaj neverjetnega, ke imam ta Zen monitor in sem dala not vse svoje denarnice, ke jih mintam, klimam in tam prav vidiš, kako to raste. Nenormalno, ke recimo prvi dan sem imela, ko sem klimala, prvi dan je bilo 500 Zenov, drugi dan sem jih imela že
7.000 in tretji dan sem jih imela 1.200.000 in četrti dan 1.700.000 in tako naprej. To je to. To je to, ta amplifier. To je nekaj neverjetnega. Zakaj je to Jack Levine naredil? Zaradi tega, ker je hotel pripeljati čim več ljudi v kripto, pa da je to fair za ljudi. Da je to za ljudi fair, pa da so zainteresirani, da sploh sodelujejo v takem sistemu. Tako da bravo, Jack, dobro razmislil. Zdaj, en nov kovanc je Jack naštudiral, to je NEX, to je Reflection Token. To je ena super zadeva, to bo zdaj v bistvu in sicer gre za to, da tisti, ki stejkamo zadevo, bo šlo, stejkati se da in NFT, stejkati se da tudi navaden Zen. Tisti, ki stejkamo, da če bomo imeli ta reflection token, v bistvu reflection token pride, če sem jaz prav razumela, avtomatsko tistim, ki stejkamo. In če imaš ta reflection token, on ima funkcijo, da yilde oziroma donose nam, ki stejkamo, prinaša. Če imate to v denarnici, se pravi, vse, kar je noter zajet v tej light paperju, kar piše noter, vse to, od vsega tega, torej od stejkarjev, od tistih, ki preprodajajo, od tistih, ki recimo zgubijo Zena, ker nekateri, ki ga stejkajo, pa potem ga predčasno odstejkajo, zgubijo, glavnica jim ostane, glavnica se ne dotika, to je tudi razlika od heksa, ker pri heksu vam zgine tudi glavnica, je taka dosti velika kazen, tukaj je pa kazen samo na donos, se pravi, če ste vi za 100 dni zaklenili Zen in ga potem odklenili po 50 dneh, boste dobili nazaj Zen, ki ste ga zaklenili, vendar pa vsi donosi, ki ste jih imeli, pa ne bodo pripadli vam, ampak skupnosti. Se to razdeli na tiste, ki bodo imeli NEX oziroma reflection token v denarnici. Tukaj tudi v bistvu kako NEX deluje, tako da to si lahko pogledate, to je ena taka dosti preprosta matematika dnevno, v bistvu kako, pač to je treba ta light paper prebrati, pa tole razumeti, v bistvu sploh ni težko, jaz sem butelj za matematiko čist, ampak razumem stvari, tako da če jaz razumem, lahko razume po moje čisto vsaka, tako da jaz nisem imela prav, edini predmet v šoli, ki ga nisem imela 5 ali pa 4, je bila matematika, ampak razumem, zato ker so stvari res, res preproste. Gremo še naprej pogledati, tole pa še ni, tole zdaj testna mreža, zgleda približno kot Pulse Chain, ampak ni. Zdaj, kaj je razlika med Pulse Chainom pa med tem Zen Chainom? Zen Chain v bistvu je narejen čisto od začetka, svež, natur, navaden. To je mreža v bistvu, ki ne bo kopirala ničesar. Ona ne bo kopija Ethereuma. Ta mreža bo živela samostojno. To je najbolj super. Samostojno. In to bo zelo hitro naredili, ker to ni težko narediti. Res ni težko narediti, da je testirajo. 8, se pravi, če je to 8 ljudi zdaj gor, to so tisti, ki so razvijalci, pa Jack Levine, se pravi, toliko jih je v ekipi, več ne. In očitno tole probavajo, to je Jack na svojem Twitterju objavil. Ne bo nobenega airdropa pa teh zadev. Zakaj je Jack to naredil? Absolutno zato, ker je zahtevalo community skupnost. Xen skupnost je rekla, Jack, naredi nam to, ker potrebujemo, zaradi tega, ker so že začeli delati aplikacije in razne stvari na Zenu, in vendar, na žalost, je to treba zdaj zaenkrat na Ethereum
pač dati gor, ker Zen je na Ethereumu in drugih mrežah, oziroma delajo tudi verjetno na Polygonu pa drugih mrežah. Delajo na Zenu, vendar pa so si želeli, da bi imeli prav svojo Zen ali Xen, no, Xen je bolj slovensko oziroma slovansko je Xen, da bi Xen imeli čist posebej svojo mrežo, ne. Zdaj ta mreža je oziroma mreža je narejena torej zato, da bo ljudje gor lahko razvijali svoje projekte v zvezi Xenom, in pa zato, da bo povezoval, če sem prav razumela, tudi druge mreže med seboj, kot neke vrste bridge, po mojem bi znal biti, a ne. Tako da bravo, zelo hitri so bili, glejte, samo 3 mesece so od lansiranja kovanca Xena minili, imajo že ful veliko stvari in vse deluje. No, tole je pa koda, Jack jo je objavil od tega layer 1, se pravi tole, kar smo zdajle videli, to je layer 1. To je koda in vse je transparentno, v bistvu on tudi vse razloži, če ljudem kaj ni jasno, jim vse razloži, ure in ure je na chatih in na telefonih z ljudmi, vse posname, vse se da poslušati, vse je transparentno in njegovi razvijalci so tudi dejansko so tudi transparentni, ve se, kdo so, obraze se da videti, medtem ko tega pri Heksu in Pulschainu ni. Tam tega ni. Zdaj Jack Levine je pozval Richarda Harta, ker se ljudje obračajo na njega, da naj vendarle on Richarda Harta vpraša določene stvari v zvezi s Heksom, ker Hart ni oziroma Schuller ni odziven. In izkazalo se tudi, da ne ve stvari, da jih ne zna, ne razume. In on se je obračal na njega nekaj časa, dokler ga pač on ni blokiral. In ga je prosil, da naj se na svojo skupnost odzove, da se ljudje, heksikanci, zaslužijo odgovore. Definitivno, da si zaslužijo odgovore. Kaj bo Richard naredil, ne vem, upam, da ga bo slušal, upam, da ga bo res poslušal in da bo začel sodelovati z Jackom, ker je Jack podal javno rešitve za Heks in so možne. Tako da jaz osebno verjamem, da če se bo Richard umaknil ali pa če bo začel sodelovati, da bojo stvari zlaufale, razen ena velika bojazen obstaja, če Richard izgubi ključe od OA denarnice ali da se Richardu kaj zgodi, da bo ta denarnica zmeraj zaklenjena, potem dejansko smo tisti, ki stajkamo pečeni. Zen NFT-ji obstajajo in še vedno se jih da narediti, ene zelo redke, ene tako srednje, ene pač eni so samo zato, da namesto, da klajmate pač, ne vem, 3 ure 10 denarnic, naklajmate v 5 minutah 100 od 10 do 100 denarnic, brez problema plačate večji fi, ampak se splača se pa. Zdaj vem, zakaj je dražje, če narediš NFT, kot da greš eno denarnico po drugo, eno po eno, zaradi tega, ker je v tisti pogodbi so 4 kovanci in je pač pogodba dosti bolj kompleksna, kakor je Zen oziroma Xen pogodba. Xen pogodba ni kompleksna, zato je pa dosti pocena, ne. In je Jack mislil tudi na to, da kako bo, da ne bojo pač predrage transakcije. Takole, zdaj ljudje že kurijo, v glavnem tokle je stejkarjev, tole, kar je modro, je likviden Zen, se pravi tokle ljudje ga držijo, tole, kar je vijolično, tole je
tole držijo ljudje na denarnici, toliko je zena, toliko je stejkarjev, ki je zaklenjen zen, toliko so ljudje skurili zena, tudi z NFT-ji, ker pač, ko narediš NFT, skuraš zen in dobiš potem drug token, se pravi ERC20 zamenjaš za ERC721, token dobiš papir, da si pač neko akcijo naredil in da je to to. In pa tale modra varianta, to so pa mintarji, climberji, mintarji, tole pač bo še, to je zen v prihodnosti. V prihodnosti. Tako da super, jaz sem zelo zadovoljna s tem in meni osebno je zelo všeč. Sem še vedno previdna, to so izkušnje od Hexa, ampak juhej, stvari so fine, krasne, meni osebno je res tole všeč. Zdaj, če je všeč vam, super, če vam ni všeč, vam ni treba seveda nič narediti, ni problema nobenega, no tako zdaj pa spet mene vidite, prej vam je nekdo drug govoril, zdaj sem spet jaz nazaj. Živjo. Torej, če ne želite nič narediti, vam ni treba, nikakor ne, meni je samo pomembno, da imate čim več informacij, jaz se res noro učim te stvari, zdaj imam 2 šihta plus še tole, tako da probam zadeve res tako zorganizirati, da se čim več naučim in da vam lahko podam, pa tudi, da jaz seveda lahko naredim svojo prihodnost, tako da vam govorim, kaj delam jaz zase. To jaz delam zase. Zdaj, če boste videli, jaz starih videov ne bom brisala, ne bom jih dol dala. Zakaj? Zaradi tega, ker res želim, da vidijo tudi tisti, ki bojo na novo prišli, moje učenje, mojo pot. Taka pot, kakor sem jo jaz prehodila skozi tele moje videe, pač odkar jih snemam več kot 1 leto, tako pot prehodi čisto vsak vlagatelj, čisto vsak, ki pride na novo v kripto, se takole uči in kot da se splača moje videe gledati, se pravi najbolj sveže, tiste najbolj sveže, tisti, ki pridejo novi noter ali pa če komur karkoli pošljete, dajte najbolj sveže videe, pa naj grejo pol pogledat za nazaj tisto, kar je še aktualno, kar pač ni aktualno, tisto bojo ljudje verjetno preskočili oziroma se vidi, kaj sem takrat razmišljala, kako je takrat bilo in kako, ke pri Heksu smo vsi mislili tako, jaz sem ga res proučila, ampak ker tudi jaz ne znam brati te kode, pač jo ne znam, jo nisem mogla tega poštudirati, da white paper od Heksa ni enak Solidity kodi, da ni enaka, da šele Jack Levine je to kodo, on je rekel, da je moj Heks zelo všeč in da je šel Heks pogledat, vendar nekaj malega je za probo vložil, ampak ni vlagal, zaradi tega, ker je videl, kaj koda dela. On je znal kodo prebrati in jo je primerjal z white paperjem in stvar ni ista. Zadeva ni ista, tako da vas opozarjam. Tudi tisti, ki boste novi prišli v Heks, bodite previdni, še vedno dejansko Heks se bo splačal kupiti. Takrat, ko bo čist padel, Heks bo ful padel. Heks bo še ful padel. Moje osebno mišljenje, do leta 2024 bo ful padel, do konca leta 2024. Takrat se bo Heks splačal kupiti, ga imeti ogromno in ga dati stejkati, ko bojo nizki fiji, ga dati stejkati in preučiti. Poglejte Trevona, njega ali pa še en drug je, kako se mu že reče, še ena druga oseba je, v bistvu, ki je zelo dobro preučila Heks, ta oseba je vlagala pač pravočasno, naštudiral je, kdaj bo ven vzel Heks, kdaj je najmanj denarnic, ki bodo ven jemale, pač ker to se da pogledati, pač to je čisto preprosto pogledati.
greste Heks pogodbo pogledati in vidite, koliko denarnic je to pač, koliko jih je dal stojkati, kdaj bo, na koliko časa in kdaj je najmanj, kdaj je največ denarnic za odstojkati. Jaz tega nisem vedela, jaz sem to delala na pamet in je bilo narobe, ker padeš, kamor padeš. In on je vlagal, se pravi, veliki znesek, to takrat, ko je malo denarnic odstojkalo, Heks in je dobil visoke donose, zelo visoke. Ena večjih denarnic, ki to počne, ima tam po 75 milijonov dolarjev v Heks denarnici. In so donosi strašni. Tako da Heks ne vršiti v smeti, zaradi tega, ker Heks je za mene za Zenom ena boljših, oziroma Ethereum tudi ne vršiti v smeti. Ethereum je tudi ena boljših. Te tri zadeve so zame okej, ne. Zdaj pa še stablecoin, v bistvu zdaj definitivno je DAI najboljši stablecoin, je pa problematično tudi, če držite v stablecoinu. Mislim, pač vse nas je problematično, če gre dolar dol oziroma pač ta inflacija, vrednost zgublja, inflacija je visoka, zgublja vrednost tudi vse, kar je vezano na dolar, predvsem so to stablecoini in Ethereum in Heks. Zdaj Zen pa jaz nisem opazila, da bi bil vezan na karkoli. Nisem videla, da bi bil vezan ali na Bitcoin kodo, ker je čisto svoja koda, dejansko je čisto svoja koda, in ni vezan na dolar. In to je priložnost, da ta mreža zaživi čist na svoje in da pač človeštvo preide na nov, pravičen, decentraliziran sistem, ker kaj je denar? Denar je plačilno sredstvo, denar je v bistvu sredstvo izmenjave med nami. Če jaz ne morem vam dati banane, pa bi hotela imeti za to, ne vem, avokado, pa vi nimate avokada, imate piščanca, pa jaz tega nočem vzeti, pač ne more priti do menjave. Če pa imate jaz Zen, pa vi Zen, ali pa jaz dolar, pa vi dolar, v bistvu lahko zamenjava. Jaz dam dolar, vi mi date avokado ali obratno, ne vem, pa vi hočete piščanca, pa boste dolar zamenjali za piščanca. Ali pa Zen, ali pa Bitcoin, ali pa Ethereum. To je smisel, to je edini smisel, ker tudi na začetku, ko so školjke bile, ko so ljudje školjke uporabljali za plačilno sredstvo, so ravno tako imeli školjke inflacijo in ravno tako je ta sistem propadel, isto kot zdaj propada dolar, evro-dolar sistema. Merkajte se, kriza prihaja, zelo, zelo globoka, to se vidi v bistvu na bankah. Banke so v veliki krizi in to je prvič v zgodovini človeštva, da so banke v taki krizi. In se komaj da vse skupaj drži nad vodo. Pazite nase, v bistvu delajte po pameti, delajte tako, da ne boste enkrat lačni ali pa brez hiše ostali. Tega vidim zelo veliko v okolici. Ljudje delajo narobe, ljudje sploh ignorirajo resnico, ignorirajo, kaj se dogaja, mislijo, da so službe varne, da bo to za zmer, pa ne, pač niso. Iščite še druge rešitve, imejte več možnih izhodov, imejte več rešitev, predvsem pa znanje. Znanje, znanje, znanje. Tega ne moram toliko poudariti, kakor je to res pomembno. In jaz vam bom povedala, kar vem, kar znam, kar sem se naučila in kar sem se zafrknila. Predvsem to govorim, ker mislim, da je to najbolj vredno. Brez dlake na jeziku, pač zmotljiva sem, človek sem, tako kot vsi. Grem proti temu, da bi imela čim več sredstev za to, ker bi res rada imela, res zaživela kot polnovredno življenje. Saj sem srečna, saj ga živim, ampak želim več.
Lep pozdrav in pa nasvidenje do naslednjič, ko bom imela čas.